Današnje zborovanje je želel svojo prisotnostjo počastiti tudi naš veliki in dragoceni slovenski človek, akademik Boris Pahor. Žal mu je bolezen to preprečila in na dan državnosti se je moral opravičiti, doživel je lačni pad in ta neutrudni delavec za slovenstvo mora počivati. Še enkrat mu lahko pošljemo ogromen aplavz in srčni. Znanje akademika Borisa Pahorja iz zamejstva pa nam bo prenesel predsednik Sveta slovenskih organizacij, dr. Drago Štokar. Dragi prijatelji, spoštovane rojakinje in rojaki, sem tukaj danes našega Jadranskega morja prišel v Ljubljano, ne samo kot sorojak našega stoletnika in stoletnega hrasta, lahko rečem kraškega hrasta Borisa Pahorja, ki mu žal bolezen onemogoča, da bi bil danes prisoten tu, ampak sem z vami tudi kot navaden zamejski človek, ki ima rad svoj narod, čeprav živi v drugi državi, ki ima Slovenijo za mater in ne za mačko. Verjemite mi, da v teh dneh, teh mesecih, tudi jaz, tudi velik del našega zamejstva preživlja težke trenutke. Trenutke nemira, lahko rečem. Trenutke morda bojazni za našo bodočnost. Nekaj škripa v našem narodu. Čutimo, zakaj bi se delali, kako da je zmeraj praznik, ko je pa tudi lahko veliki petek. In tako je danes. Jaz ne morem in ni moje poslanstvo, da bi se vtikaval v interne zadeve Republike Slovenije, sem pač državljan druge države, sem pa Slovenec po krvi in srcu, zato meni ni vseeno. Sem ostal, ko nam je učiteljica ponazorila prizor ustoličevanja knezov na Gosposvetskem polju. Začutil sem svojo državo. Nisem mogel, nekaj otrok, kasneje misli, da bi se kaj spremenilo, kjer živeli smo pač v različnih državah, ampak to diro v sebi, to optimizem, da more biti tako, da nekoč bomo tudi mi imeli svojo hišo, kot otrok se nisem mogel zamisliti, katere je bila tako rekoč nekje urojena v meni samem. In potem vse to, kar sem bral od brežinskih spomenikov do Trubarja, Slomška, Prešerna, Cankarja, glejte, sem si mislil, kako je ta narod 1000 let svoj sen imeti svojo državo, da jih bo dosegel pred 22 leti. To je bila takrat pravljica za nas vse. Ampak, ko so začele države nastajati po Afriki, po celem našem planetu, po zemlji, sem rekel, Bog pomaga, tudi mi imamo pravico imeti svojo državo, biti gospodari doma.
1000-letni san se je izpolnil. In odrasel seveda pred 22 leti me je kot iz Kopra v tem času, torej junija meseca, vojne za samosvojitev, zanesla preko Sežane na občine domov in sem moral noč prebiti v zaklonišču v Sežani pri železniški postaji nekje. Letala so bombardirala naš primorski Očak, bombardirala so Nanos, letala Jugoarmije z rdečo zvezdo. To je bilo hudo. To je bilo hudo, ker je bilo tik na tem, da nastane rojstvo tiste države, ki je bil naš 1000-letni sen in zdaj bo nekaj letal te diktature nam to preprečilo. In takrat smo vsi kot eden doma in za mestu in po svetu Slovenci začutili, zdaj je trenutek. In hvala vam vsem, ki ste dosegli, da danes to državo imamo. Tudi v nekaj drugega. Da to sovraštvo, ki je danes v določenem delu slovenskega naroda, tudi tega sovraštva bo enkrat konec. Ker Slovenci smo zdrav narod, Slovenci nimamo prirojenega sovraštva v sebi, da bi se kar tako gnali, pretepali, žalili, obsojali na levo in na desno, kako da bi bili nekje, ne vem, kakšnem neciviliziranem svetu. Mi imamo svojo evropsko 1000-letno kulturo in zato sem prepričan. Da bo tudi tega grdega sovraštva enkrat konec. Nisem optimist za vsako ceno, ampak čutim in tako bo. Konec, drage rojakinje in rojaki, en sam kratek pozdrav. Slovenija, Bog bodi s tabo. Vedi, da po vsakem viharju zasije sonce in nam vsem bo tudi zasijalo lepo, svetlo, toplo sonce. Hvala. Med tistimi, ki so tako podprli deklaracijo, je tudi predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, dr. Jože Trontelj. Dovolite mi, da preberem njegovo pismo. Spoštovane gospe, cenjeni gospodje, dragi sodržavljani. Zbrani ste se, ker vam ni vse. Zgroženi smo, pa močno opazujemo, kako se nam izpod rok izmika blaginja, ki smo jo skozi desetletja ustvarjali skupaj s poštenim delom, tudi skromnostjo in odrekanjem. Kako nam iz rok uhaja tudi imetje, ki so ga še več odrekanja ustvarili rodovi naših staršev, dedov in dadilov. To je imetje, ki bi ga morali ohranjenega in oplemenitenega izročiti našim otrokom in vnukom. Špekulanti naše vode, ki jih je vodil pohleb in so si pridobili nezasluženo legitimnost, so bili po tega imetja našega naroda za zmeraj zatrpani. Podobna razvrstninjenja se dogajajo drugod po svetu. Slovenija ni izjema, je pa med najbolj prizadetimi. Po pravici se sprašujemo, kako se je moglo vse to zgoditi v tako kratkem času in kako se lahko dogaja dobesedno pred našimi očmi še naprej. Sedanji rok se bo zgodovino zapisal potem, da je dal besedo in moč kratkovidnemu pogledu. Do moči so se prikopali tudi vplivneži, ki so bili na videzu v imenu napredka, v resnici pa zaradi koristoljubja ali drugih sebičnih interesov pripravljeni zlorabiti svoj položaj in si prisvajati dobrine na račun blaginje drugih.
Potem pa so v razmerah svetovne krize Zahod stvari velike dele narodnega imetja in številne ljudi spravili v revščino. Še bolj daljnosežna škoda je erozija moralnih vrednot, ki je prihajala ponavljama in pripravila teren za zlorabe, s tem, da je zaslepila ljudi. Danes je vse bolj jasno, ko smo se enkrat pripeljali na rob klanca in nimamo delujočih zavor, postane celo obžalovanje napak nepomembno. Samo skrbino se ne da več rešiti položaja. Voz gre navzdol sam od sebe in gre vse hitreje proti dnu. Kot rečeno, se to dogaja tudi drugod po svetu, zato se kot magična beseda uveljavljajo zavore. Te zavore so etične vrednote, bolje rečeno spoštovanje teh vrednot. Vrednote so pri nas v vsakem stanju, tako ugotavlja deklaracija civilne družbe za pravično Slovenijo. Ljudstvo je nad spoštovanjem poštenja, odgovornosti, dobroljubja, pravičnosti in drugih vrhovnih vrednot hudo razočarani. Javnim ustanovam morale to spoštovanje najbolj izkazovati. Ljudje zaradi slabih izkušenj potrebujejo zaupanje. V stopnji tega zaupanja smo na evropskem dnu. Vendar je tudi iz tega hudega klanca pot. Ni kratka in neudobna, je pa edina. In to je vrnitev nujnega spoštovanja etičnih vrednot. Odločitev za to pot ni odvisna od svetovnega nadzora, ne od političnega prepričanja in ne od vpliva, ki ga ima kdo v družbi. Potrebna pa je iskrena želja, združena volja vseh tistih rojakov iz Prešernove Zdravljice, ki dobro v srcu mislimo. Zaželimo srečo naši Sloveniji, našim otrokom in vnukom.